Turistična agencija Kompas Novo mesto vedno ponuja inovativne izvirne turistične produkte in tudi tokrat so presenetili. V spomin na preminulega Lojzeta Slaka, Dolenjca, ambasadorja cvička in odličnega glasbenika, znanega po celem svetu, so pripravili novo ponudbo ter jo poimenovali Slakovo pesmijo po lepi dolenjski deželi. Lojze Slak se je rodil 23. julija 1932 v vasi Jordan Kale blizu Mirne peči na Dolenjskem. Svojo mladost je preživel pri babici, kajti Slakova družina je štela 10 otrok in mali Lojzek je moral zaradi mamine bolezni od doma, še preden je dopolnil prvo leto življenja. Prav to je usodno vplivalo na njegovo kasnejšo življenjsko pot. Stric Ludvik je imel namreč diatonično harmoniko, s katero je igral po vaških slavjih in ta instrument je Lojzeta povsem očaral. Še preden je prvič odšel v šolo, je znal že več kot ducat pesmi. Nekoč so Lojzetu zastavili vprašanje, kaj bo počel, ko ne bo mogel več igrati. On pa je brez pomisleka odgovoril: potem bom pa kar umrl. Lojze Slak je izgubil svojo bitko z boleznijo 29. septembra 2011. Pokopan je ob cerkvi svetega Vida v Šentvidu nad Ljubljano. To je tudi prva postojanka na poti po Slakovi zgodbi, obisk zadnjega doma velikega godca. Pot se nadaljuje proti Novemu mestu, kjer vas čaka izjemno doživetje na Rudolfovem splavu. Enourno vožnjo pod 4 mostovi po reki Krki so organizatorji popestrili s posebnim programom, posvečenim Lojzetu Slaku. Spoznavali boste njegovo življenje, glasbene dosežke in unikaten način igranja. Ob kupici cvička pa boste zapeli nekaj njegovih pesmi, zbranih v drobni pesmarici. Njegove pesmi živijo in da se ne bi pozabile, smo se odločili, da jih bomo postavili tudi k nam na Rudolfov splav, kajti Lojze Slak je imel izredno rad svojo deželico sonca in grozdja, kakor pa je ena njegova pesem, imel je rad našo lepotico reko Krko in imel je rad tudi Trško goro in cviček. Po splavarjenju izletnike pot vodi v vinorodno Grčevje, kjer spoznajo unikatne dolenjske zidanice. Obiščajo 150 let staro Matjaževo domačijo na Pahi, si ogledajo predstavitev zgodbe o cvičku in ga ob koncu tudi pokusijo. Zgodbo o Slaku boste zaključili ob Slakovi pesmi in dobri večerji v njegovi rojstni Mirni peči. In odkot ideja o Slakovi zgodbi na Rudolfovem splavu? Nekoč je imel Slakov ansambel koncert v Avstraliji in igral ob nekem prazniku na rečnem splavu. Na obali je občinstvo z veseljem poslušalo njegove pesmi. In potem je Slak dejal: kaj bi dal, da bi v Sloveniji imeli tak splav in bi takole igral na reki, ljudje pa bi me poslušali. Žal se za časa njegovega življenja to ni zgodilo, so se pa zato v Kompasu Novo mesto odločili, da kljub vsemu izpolnijo Slakovo željo v njegov spomin. Lojze Slak je napisal več kot 500 melodij in le peščico od teh boste lahko poslušali na tej poti. Možen je tudi nakup Slakovih zgoščenk, knjig in ostalih spominkov. Za Boga, fant, je čudno, danes tale svet stoji. In cesta se kot ringelšpil vrti, pa kandelabri plešejo in hiše prav.